18. septembra, v mesecu, ko se odpirajo šole, malo kasneje pa tudi fakultete, goduje minorit, sveti Jožef Koprtinski. Njegova bazilika z grobom je v Ozimu. In še danes prihajajo tja mnogi mladi po končanem šolanju ali študiju in mu zahvalo prinesejo svoje diplome, doktorate. Zakaj je Jožef Koprtinski zavetnik dijakov, študentov in tudi tisti, ki se težko učijo? Sam se namreč izredno težko učil in mnogi nisi verjeli, da bo kaj v življenju iz njega. S trdim delom in po čudežu je uspešno končal svoje šolanje in uresničile so se mu življenjske sanje, da je postal duhovnik v majhni podeželski cerkvici. Toda to ni trajalo dolgo. Začele so se dogajati levitacije. Med mašo se je zamaknil in dvignil 2 do 4 metre visoko in tako obstal. Maše so počasi postajale vse daljše. In mnogi ljudje niso prihajali k maši več zaradi Jezusa, ampak zato, da bi videli to čudo. Gvardijan se je celo odločil, da bo prepovedal Jožefu javno maševati. V Rim je moral na zagovor, kajti to bi lahko pomenilo, da ima tudi hudega duha. Tam je pred komisijo maševal in potrjeval svojo pravovernost. Tukaj se nam lahko postavi vprašanje. Bog ti podari nek dar, potem pa ti ga tudi vzame, kajti Jožef ni več smel javno maševati. Čemu to? Razlago je verjetno iskati v tem, da če Bog vidi, da je nekaj bolje zate, da ti lahko tudi nek dar vzame. Kajti svetniki niso veliki zaradi velikih in mogočnih del, ki jih storijo, ampak zaradi prostora in časa, ki ga v svojem srcu namenijo Bogu. Včasih se zgodi, da tako vneto delamo za Jezusa, da nanj kar pozabimo. Toda duhovni človek ne išče tega, kar je njegovo. In umanjkanje kakšnega daru lahko izkoristi tudi zato, da duhovno napreduje. Zato je tudi za nas najpomembnejše vprašanje, koliko prostora in časa pa jaz namenim Bogu v svojem srcu. Čeprav je Jožef Koprtinski zavetnik tudi astronavtov, pa raje kot svoje telo, dvigajmo k Bogu svojo dušo.